Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav. Jaz sem na dopustu in bom z najetim gorskim kolesom naredil nekaj dolgih kilometrov po Lošinju. Aha, Burko je pa kar razmorjan. Danes je nedelja, 5. februar, pršel je neki polarni mraz. Tako da je bilo v Malem Lošinju samo 5 stopinj. Še dobro, da sem prinesel vso zimsko opremo s sabo. Hkrati pa sem privlekel tudi števc in vse senzorje. Namreč pred dopustom sem tukaj navezal stik s poslovalnico, ki oddaja kolesa. Tako da sem že vnaprej vedel, da bom dobil za en teden gorsko kolo, ki ga bom pač zdaj tukaj gonil od sobote do sobote. Ker je danes nedelja, sem si izbral vožnjo kar po tej glavni cesti gor proti Osorju, ker predvidevam, da je med tednom lahko tukaj promet precej divji. Tako bom pač danes izkoristil to glavno cesto, si malo ogledal otok, ostale dni bom se pa držal bolj na teh stranskih makadamskih poteh. Piha pa res dobro. Burja in mraz. To je tista ta prava zima, ne? V glavnem v najem sem dobil gorsko kolo Specialized, ima 24 brzin, precej je težko, bi rekel, da ima skoraj 20 kg. In stvar, ki je precej moteča, je tudi ta, da so ročice za menjalnik ful trde. Tako da me po parih kilometrih že kar fajn pavci bolijo. Ampak okej, teče pa lepo in trening je trening. Za 7 dni najema sem plačal 66 € in potem sem takoj včeraj ob 4 popoldan, takoj ko sem ga dobil, na hitro skočil za 1 urco ven, takoj gor v klanc, gor na vrh otoka, do nekih anten. Je bilo naporno. Vse bom dal od spodaj link, v glavnem full vzponi in ta težki mountič. Povprečje sem imel 15 na uro. Ne smem niti gledati na števc. Kolikor gre cesta mal gor, se peljem 10 na uro. Če gre navzdol, pride tam do 30, po ravnem v glavnem okoli 25. To ni specialka. In danes mi je Garmin načrtal eno 35 km progo. To specialko doma bi bila šala mala. Tukaj pa vem, da mi bo vzelo 2 ure in pol. Sigurno. Ta proga gre po glavni cesti in je ena od bolj nežnih, kar se tiče vzpona. In kljub temu bom imel na 35 km približno 440 višincev. To v Gorici, če lih ne greš na Kras ali pa v Brda, je skoraj nepredstavljivo. Pač, kakorkoli, zdaj bom mogel stisniti zobe, se potruditi in vztrajati. Moj tedenski plan predvideva 220 km, 7krat po dobrih 30 km in upam, da se mi uspe približati tej številki. Še en semafor. Delo na cesti, zdaj čez zimo morajo to izkoristiti, da ne bo poleti preveč gneče. V glavnem, če kdo od vas pozna tukaj na Lošinju kakšne lepe proge za mountain bike, bom zelo vesel, če mi lahko date kakšen link od spodaj med komentarje. Ne zdaj kakšne tiste divje traile čez skakalnice, čez korenine. Take lepe makadame, da grem jaz z gorskim kolesom, ko sem precej neroden. Ko bo ta video objavljen, imam potem še 3 dni, četrtek, petek, sobota, tako da če bo kdorkoli mi kaj tazga poslal, bom z veseljem izkoristil in odpeljal. No, vidiš, ko se nalašč. Lahko sem govoril o lepih makadamskih poteh, sem naletel na eno. In zdaj bom videl, kam me pripelje. Na tablah je pisalo o Liski. Saj jaz moram samo v svoji glavi sprejeti, da je pač po tem makadamu moja hitrost 12-13 na uro, nič več. Ma ni važno.
mi je všeč in se lepo peljem. Ja, tu je pa zdaj problem. Tle kaže proga, da bi mogel iti tukaj, ampak so vrata zaprta in zaklenjena, tako da ne morem iti tle. Tle vidim, da bo proga potem nekje šla nazaj, tako da tle gor se mi ne splača iti, ker se oddaljujem od svojega cilja. V glavnem kaže, da bo šla proga do Uvale Liski in potem po drugi strani nazaj. Tukaj gor na to stran je slepa pot, tako da grem nazaj v ta vzpon, od kjer sem prišel. Bom pa vseeno šel po drugi strani do Uvale Liski, z itak rabim kilometre. Tle bom zavil, kjer sem videl prej tisti znak za enosmerno. Piše 1 kilometer Liski. To je verjetno prava pot. Je pa narodno, potem Makadamu. Lih toliko je pač ta cesta taka razrita, da zelo težko vozim z eno roko, kar pomeni, da ne morem kaj dosti šariti po števcu ali pa piti iz bidona. Sem pa pustil mehke in odklenjene vilce, tako da nisem ponovil tiste napake iz Belgije, ko sem imel vilce zaklenjene, pa sem se pa v eni luknji fajn prebrnil čez Belanco. Evo, sem prišel do Uvale Liske, reko je lepo, prav čudovito. Evo, tle je itak konc poti, tako da zdaj grem pa po isti poti nazaj in proti Malem Lošinju. Zdaj pa nazaj v ta vzpon. No, sej pol na koncu ni bilo tako težko. Daš pač v mehko prestavo in lepo zbrcaš gor do vrha hriba. Celo všeč mi je ratelo proti vrhu. Lepo, super, zdaj sem se vrnil nazaj na izhodišče, tako da sem spet na načrtani progi in grem lepo dalje. Ne grem še nazaj na glavno cesto, zdaj mi kaže navigacija, da grem desno, se pravi še naprej proč od glavne ceste. Očitno mi bo pričaral še kakšno uvalo ali pa kakšno drugo lepoto tega otoka. Tukaj je zanimivo, ker jaz sem prvič v življenju tukaj. Zame je vse novo in kamorkoli me navigacija usmeri, sem v napetem pričakovanju, kaj še bo. Evo, tle sem prišel do letališča Lošin in zdaj sem spet na eni makadamski cesti in se ponovno vračam gor na sever. Mi je všeč cesta, lep makadam, upam, da spet ne bo na koncu kakšnih zaklenjenih vrat. Ampak, tudi če sem počasen, tudi če je naporno, zebe me pa ne. Spet sem prišel do enih zaklenjenih vrat, do ograje. Tukaj ne morem naprej. Na Garminu vidim neko alternativo, upam, da bo ratalo, ker če ne vem kam narediti tle. Ok, malo vinka sem naredil, ampak zdaj sem spet najdel progo, da lahko nadaljujem po njej. Tu pa je bila dogodivščina. Ja, to je res adrenalin. Če ne poznaš terena, ne veš, kje si, pa kar naenkrat ograja, zaprta pot. Kaj zdaj? Nazaj po isti, najti alternativo. Kar nekajkrat sem ugotovil, da tudi signala nisem imel, tako da se nisem mogel pomagati z Google Maps. Zdaj pa mislim, da se približujem glavni asfaltirani cesti nazaj proti Malem Lošinju in da ne bo več kakšnih takih ugank. Zdaj se pa še malo zapeljem čez mesto Mali Lošin. Popoldan seveda sledi kopanje, ker če ne, zakaj se že pol leta tuširam z mrzlo vodo. Res se pozna, da se že od septembra naprej tuširam z mrzlo vodo, tako da ko sem zakorakal noter v morje, sem imel prav enak občutek, kakor doma pod tušem. Boš kaj pomahal za YouTube? Sem pa tudi preveril na internetu in sem ugotovil, da ima morje 13 stopinj Celzija,
tako da ni prav tista super ledena voda, ampak taka povsem sprejemljiva. Evo, še zadnja dilema tega dneva. Ta promenada je prepovedana za kolesarje in zdaj moram najti neko pot, kako bom prišel okrog mesta v naš apartma. Nama sem potem tle vprašal dva domačina in sta rekla, naj kar grem, da ni problema, da poleti tudi skuteri, da se vozijo, da ni neke panike. Tako da pač, ok, kljub prepovedi se zapeljem tle v center teh 200 metrov, ker res ne bom iskal okrog neke druge variante. Ob teh lepih utrinkih iz Malega Lošinja bi tudi vsem vam zaželel čim več srečnih in lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.